Subaru Forester se mi od njega dopade, moram priznati, in vidite, da ima tudi on mene zelo rad. Tak je samo zato, ker sem rekel, da greva najprej na asfalt, potem pa šele v divjino. Ampak skratka, to ni avtomobil, ki bi ga kdo kupil zaradi izgleda, nikoli ni bil posebej lep, je pa zelo prepričljiv v sami vožnji. Sicer je iz generacije v generacijo vedno bolj uglajen, ker smo očitno razvajeni, ampak v osnovi je še vedno pravi kleni pomočnik. In zato se mi zdi, da samodejni menjalnik Lineartronic v ta avto sploh ne paše. Forester s samodejnim menjalnikom je tako kot jaz v srajci in krevati. Tega nočete videti. No, Forester dejansko ne izgleda nič drugače, kljub takšnemu menjalniku, je pa to avtomobil, ki se najbolje počuti na terenu. Vsaj jaz ga tako vidim, ampak očitno sem edini, ker pri Subaruju pravijo, da bo samodejni menjalnik močno povečal uporabnost avtomobila. Uporabnost v smislu enostavnosti in prijetnosti, ko se bo naokrog vozila družina, ne enostavnosti premagovanja terena. Ne? Ampak zapeljati ga moram pa jaz ven. Ob tem, ko je Forester dobil nov motor, so ga tudi oblikovno malce popravili. Sedaj je na voljo le še z enim tipom sprednje maske, luči so ostrejše, podaljški pa ga naredijo malce bolj športnega. Znotraj pa v vzoru Outbacka dobil ta velik zaslon na dotik, ki deluje zelo dobro in infotainment sistem se hitro poveže s telefonom. Največja novost je seveda brezstopenjski CVT menjalnik, ki ga pri Subaruju imenujejo Lineartronic in takšnega smo preizkusili že v Outbacku. Outback je njihov najbolj premijski model in karakterno povsem nekaj drugega kot Forester, no in tam nam je bil menjalnik zelo všeč. Moram reči, da tukaj ni dejansko nič drugačen v kombinaciji z dizelskim motorjem, dejansko je na voljo samo z dizlom, je dobra kombinacija. Motornega navora je namreč veliko in motor se ne vrti visoko, ker je pač dizelski. Zato menjalnik niti ne povzroča neprijetnega dretja, samo zagotavlja lepo in zvezno pospeševanje. In zdi se mi, da bo dejansko na terenu vožnja morda celo enostavnejša, ker nimamo sklopke. Zdaj se že nekaj časa vozim po asfaltu in lahko povem, da je dejansko Forester zelo prijeten tudi tukaj. Ne pretresa preveč, za tak tip vozila se dejansko zelo lepo pelje, tudi dovolj tih je. No, če pa je koga zmotilo, da je ta avtomobil na vseh posnetkih umazan, pa se veste, kako pravijo. Če je Subaru čist, potem je lastnik napačen. No, zdaj pa greva na ta tvoj teren, no. Edina pomembnejša razlika med običajnim Foresterjem z ročnim menjalnikom in tem Lineartronic menjalnikom je, da ta nima več mehanske zapore diferenciala, ampak elektronsko. In potem bi lahko zaključil, da je manj sposoben na terenu, pa dejansko ni. So nas Subarujevci namenoma peljali na zahteven poligon in moram reči, da že ta prvi klanec je bil zelo zahteven, brez kakršnih koli težav. Zraven mene je seveda inštruktor. Če bi šlo kaj narobe, čeprav ne vem, kaj lahko sploh naredi, razen kričanja, ampak dejansko tale program X-Mode skrbi, da je menjalnik vedno v pravi prestavi, da je podvozje oziroma da je vzmetenje prirejeno, da jo prijema čim več in da se takole pri spuščanju po klancu navzdol sploh ne rabim hecati in niti ne zavirati, ker avtomobil to dela sam. Je pa dejstvo, da tako zelo kot mi tukaj le mučimo Foresterja, ga povprečen lastnik sigurno ne bo. Očitno ga samo jaz vedno tako zelo mučim. Forester je dejansko edini avtomobil, s katerim se vedno, ampak res vedno, kadar je na testu, zapeljem na vsaj 20 km makadam, brez izjeme. In zato je to. Samo 2 uri imam še, tamle zelo lep makadam, prispevek zaključen.